Julija Pastrana se je rodila leta 1834 v majhnem naselju Santiago de Ocoroni v Sinaloji v Mehiki. Kaj točno se ji je zgodilo v prvih letih življenja, ni povsem jasno, saj se podatki o vzgoji Julije nekoliko razlikujejo glede na vir. Ena izmed priljubljenih različic njenega zgodnega življenja pravi, da je Julija pripadala indijanskemu plemenu, imenovanemu izkopavalci korenin. Očitno so člani tega plemena živeli v jamah in so bili po videzu podobni opicam. Zgodba nadalje pravi, da je bila neka ženska, imenovana gospa Espinoza, žal ugrabljena s strani plemena in je bila nekaj časa zadržana kot talka v jami, a ji je na koncu uspelo pobegniti iz rok izkopavalcev korenin, pri tem pa je s seboj vzela tudi mlado Julijo Pastrano. Čeprav je bila zgodba ohlapno osnovana na njenem zgodnjem življenju, so jo njeni bodoči delodajalci izmislili, da bi povečali prodajo. Pleme, kateremu je pripadala Julijina mati, je bilo avtohtono v Mehiki, vendar niso bili podobni opicam, niti niso živeli v jamah. Od rojstva je imela Julija nenavaden video. Bila je prekrita z gosto črnimi dlakami in je imela velik štrleč čeljust z ogromnimi zobmi. Čeprav tega takrat niso vedeli, so bile dlake, ki so prekrivale njeno telo, posledica redke genetske motnje, imenovane hipertrihoza. Nekateri viri trdijo, da je po rojstvu zanjo skrbela njena mati. Skupaj sta živeli blizu Ogoronija, domačini pa so jo imenovali volčja ženska. Pravijo, da je Julija ostala z materjo v lokalni skupnosti, a ko je ta umrla, jo je stric prodal cirkusu. Druga različica njene zgodbe pravi, da je kmalu po Julijinem rojstvu njena mati zapustila pleme, ali so jo izgnali ali pa je pobegnila, ni znano. Približno 2 leti kasneje naj bi pastirji, ki so iskali pogrešano kravo, našli malo Julijo in njeno mater, ki sta se skrivali v jami. Potem so Julijo in njeno mater odpeljali v najbližje mesto. Tukaj so Julijo namestili v sirotišnico, saj so ocenili, da skrb njene matere ni bila ustrezna. Ne glede na resnico o njenih prvih letih življenja, se vsi viri strinjajo, da je v nekem obdobju svojega življenja živela v domu Pedra Sancheza, kjer je delala kot služkinja in mu hkrati nudila stalno zabavo. Kako natančno je prišla v njegovo službo, ni jasno. Vendar menijo, da je Julijina zunanjost, ko je odraščala, iz nje naredila nekakšno lokalno zvezdo. Sčasoma je Julija pritegnila pozornost guvernerja Sinaloe, Pedra Sancheza, ki se je odločil, da jo posvoji. Medtem ko je bila pod guvernerjevo zaščito in v njegovi službi, se je naučila brati, pisati in govoriti nove jezike. Julijo so opisovali kot prijetno, inteligentno dekle, ki je bila tudi zelo očarljiva in karizmatična. Po letih v njegovem domu, čeprav ni znano koliko, se je leta 1854 20-letna Julija odločila vrniti k svojemu plemenu in zapustila guvernerjev dom. Po tej seriji dogodkov je Julija, medtem ko se je vračala domov, naletela na ameriškega zabavljača po imenu M. Rapes. Po pogovoru jo je uspel prepričati, da gre z njim v Ameriko in si služi kruh z nastopanjem na odru. Vendar pa je bilo tudi navedeno, da je Pedro Sanchez Julijo neposredno prodal cirkusu ali da jo je M. Rapes prepričal naj gre z njim, še ko je delala v guvernerjevi hiši. Po besedah novinarja in pisatelja iz 19. stoletja Ireneja Paza je bila to carinski uradnik po imenu Francisco Sepulveda, ki je kupil Julijo Pastrano in jo odpeljal v Združene države. V vsakem primeru je Pastrana, ko je bila enkrat v Združenih državah, nastopala v predstavah čudakov in debitirala v dvorani Gothic Hall na Broadwayu v New Yorku decembra 1854. Oglas za predstavo je Pastrano opisoval kot čudovito hibridko in kot žensko medveda iz divjine Mehike. Čeprav je bila na odru nadarjena, plesala je Highland Fling in pela španske ljudske pesmi, so bili množični obiskovalci, ki so jo prišli gledat, veliko bolj zainteresirani za njen videz kot za njene glasbene talente. Njena višina 4,5 čevljev, velika čeljust in ustnice,
ter črne dlake, ki so prekrivale njeno celotno telo, so povzročili, da je postala znana pod vrsto različnih neprijetnih imen. Njena umetniška imena so med drugim vključevala pavijanska dama, kosmata ženska, opičja ženska, medvedja ženska in neopredeljena. Po svojih nastopih v New Yorku je Pastrana gostovala v različnih mestih na vzhodnji obali in v Kanadi. Pastrana je prav tako obiskovala številne vojaške plese in gala večere. Na teh dogodkih je njena vse večja slava povzročila, da je veliko moških stalo v vrsti, da bi plesali z njo. Do zdaj je imela tudi novega menedžerja, ki se je imenoval Theodore Lent. Ko je videl, kako se je Pastranin status v Ameriki povečal, je vedel, da je naslednji korak, da gre na turnejo po Evropi. Med njenim življenjem je Lent dal Pastrano pregledati različnim zdravnikom in znanstvenikom. To je storil samo zato, da bi dal veljavnost svojim oglaševalskim kampanjam, v katerih je trdil, da je hibrid, s čimer je lahko povečal občinstvo in prihodke. Zdravnik Alexander B. Mott je zasebno pregledal in potrdil, da je napol človek in napol orangutan. Tudi drugi zdravniki so se strinjali s to oceno. Eden je izjavil, da je Pastrana pripadala posebni vrsti. V Londonu je Lent še naprej lagal o Pastrani v svojih promocijskih materialih. Ker so njegove lažne trditve privabljale veliko občinstva, ni videl razloga, da bi jih spremenil. Po plakatih in promocijskih vsebinah je Pastranino domače pleme živelo v jamah in imelo intimne odnose z medvedi in opicami. Vendar je Lent poskrbel, da ni prestrašil nobenih potencialnih strank, saj jih je prepričeval, da je Pastrana družabna, pametna, prijazna in da v njej nad orangutanovo naravo prevladuje ženska narava. Kljub temu, da so nekateri ljudje nasedli tej neumnosti, so drugi vedeli, da je seveda človek in ne neka opičja človeška mešanica. Ko jo je pregledal Samuel Nealon Jr., primerjalni anatom iz Bostonskega društva za naravno zgodovino, je izjavil, da je Pastrana popolna ženska, ki opravlja vse funkcije svojega spola. Kirurg Francis Buckland jo je obiskal leta 1857, ko je bila v Londonu. Komentiral je njeno stanje in dejal: "Verjamem, da je njena resnična zgodba ta, da je bila preprosto deformirana mehiška indijanka." Opisoval je tudi njene obrazne poteze kot grozljive, vendar je nadaljeval in omenil, da ima izjemno lepo postavo, prijeten glas, odličen okus za glasbo in ples ter da govori 3 jezike. Po smrti Pastrane je znani angleški znanstvenik Charles Darwin razpravljal o njenem primeru in izjavil: "Julia Pastrana, španska plesalka, je bila izjemna ženska. Vendar je imela gosto, moško brado in poraščeno čelo. Zaradi odvečnih zob je njena usta soštrlela naprej, njen obraz pa je imel videz podoben garudi." Sčasoma si je Lent s Pastranino izkoriščenjem na odru prislužil manjše bogastvo. Bil je premožen mož, a je še vedno upal, da bo povečal svoje bogastvo. Domnevno je Pastrana, ki je zdaj postala nekakšna slavna osebnost, prejela veliko snubitev, vendar naj bi jih zavrnila, ker ti moški niso bili dovolj bogati. Nekateri zgodovinarji trdijo, da je Lent upal, da jo bo poročil z izjemno bogatim moškim, da bi imel od tega sam finančno korist. Kljub temu, ko so se za Pastrano začeli zanimati tekmeci med šovmeni, kot je P.T. Barnum, se je odločil, da ne bo tvegal. Zato se je z njo poročil, da bi lahko še naprej ustvarjala bogastvo. Ne moremo biti prepričani glede Pastraninih občutkov do Lenta, vendar se zdi, da je bila zaljubljena vanj. Lent z njo ni ravnal prav lepo. Bil je zelo nadzorujoč in ji je omejeval svobodo. Ni ji dovolil, da bi hodila ven čez dan, saj bi jo lahko videli v javnosti, kar bi lahko negativno vplivalo na prihodke predstave. Poleg tega se je njeno življenje popolnoma vrtelo okoli Lenta, saj je imela malo prijateljev. Večina jo je preprosto videla kot človeško zanimivost. Kljub temu se je med bivanjem na Dunaju zbližala z igralko in pevko Friederike Gossmann. Pastrana je nekoč povedala Gossmannovi, da me Lent ljubi zaradi mene same.
Kasneje je opazila, da je nad Pastrano vedno visela rahla meglica žalosti. Nemški lastnik cirkusa, Hermann Otto, je srečal Pastrano na Dunaju. Imel je dolg pogovor z njo in kasneje v svoji knjigi pisal o Pastranini žalostni situaciji. Navaja: pošast za vas svet, nenormalnost, razstavljena za denar. Nekdo, ki so ga naučili nekaj umetniških trikov kot dresirano žival. Toda za tiste redke, ki so jo bolje poznali, je bila topla, čuteča, premišljena, duhovno zelo nadarjena oseba z občutljivim srcem in umom. In to jo je zelo globoko prizadelo v srcu, z žalostjo, saj je morala stati poleg ljudi, na mesto z njimi in biti prikazana kot čudak za denar, ne da bi delila katerokoli vsakodnevno veselje v domu, polnem ljubezni. Avgusta 1859 je Pastrana izvedela, da je noseča. Končno je rodila marca 1860, medtem ko je bila na turneji v Moskvi. Njen deček, ki je imel veliko njenih potez, je bil zelo velik, zato je bil porod težak. Žal je otrok umrl po samo 35 urah. Z zlomljenim srcem je tudi Pastrana umrla pri 26 letih zaradi poporodnih zapletov, le 5 dni kasneje. Očitno so bile njene zadnje besede: umiram srečna. Ker vem, da sem bila ljubljena zaradi tega, kakršna sem. Vendar se zdi to predobro, da bi bilo res. Lent je bil obupan, ne samo zato, ker sta umrla njegova žena in sin, ampak tudi zato, ker je izgubil svoj glavni vir dohodka. Po smrti Pastrane je Lent prodal trupli svojega sina in pokojne žene profesorju Sokolovu z Moskovske univerze, da bi jo lahko taksidermično ohranil. Z Lentovim dovoljenjem je Sokolov po končanem postopku razstavil trupli na Anatomskem inštitutu svoje univerze. Vendar Lent ni vedel, da je Sokolov razvil novo tehniko, ki je združevala mumificiranje s taksidermijo. Zaradi Sokolovovega strokovnega znanja na tem področju sta bila Pastrana in njen sin videti zelo življenjsko, kar Lent ni pričakoval. Ko je Lent izvedel, kako dobro je Sokolov opravil svoje delo, je ponovno odkupil trupli, saj je verjel, da lahko zasluži z njunim razstavljanjem po vsej Evropi. Nekaj let kasneje je Lent odkril drugo žensko, ki je imela podobne poteze kot njegova pokojna žena. Ker je to videl kot zlato priložnost, se je Lent srečal z Marijo Bartel in mu je na koncu uspelo prepričati njenega očeta, da mu jo je dovolil vzeti za ženo. Obljubil pa je, da ji nikoli ne bo razstavljal. Vendar je lagal. Ni trajalo dolgo, preden je bila Marija na odru, kjer je plesala in pela pod imenom Zenora Pastrana. Da bi povečali občinstvo, so jo oglaševali kot mlajšo sestro Julije Pastrana. Lent je s svojo novo ženo Marijo več let potoval po Evropi in ZDA. Na koncu sta se z bogastvom, ki sta ga nabrala, upokojila v Sankt Peterburgu. Kljub temu je Lent kmalu po upokojitvi začel izgubljati razum. Nekoč so ga opazili, kako je gol kričal na mostu in trgaval bankovce. Potem so ga sprejeli v rusko norišnico, kjer je kmalu zatem umrl leta 1884. Njegova vdova Marija se je vrnila v Nemčijo in prodala trupli Pastrane in njenega otroka. Približno 50 let so bila trupla razstavljena na različnih krajih po svetu, vključno z muzeji, cirkusi in zabaviščnimi parki. Do 50 let prejšnjega stoletja so bila trupla shranjena, vendar so jih v 70 letih ponovno razstavili na Švedskem in Norveškem, kar pa je povzročilo ogorčenje javnosti. Leta 1973 je lastnik trupel Hans Lund shranil trupla v skladišče za karneval blizu Osla. Nažalost je bilo avgusta 1976 skladišče vlomljeno. Zaradi tega je bilo Pastranino telo ukradeno, ostanki njenega sina pa so bili močno poškodovani in dokončno uničeni zaradi podgan. Le 3 leta kasneje je policija našla Pastranino telo, ki je bilo nato shranjeno na Inštitutu za sodno medicino v Oslu.
Čeprav policija takrat ni vedela, komu telo pripada, je leta 1990 novinar identificiral njene ostanke in od takrat naprej je na Norveškem potekala razprava o tem, kaj storiti z njenim telesom. Leta 1997 so pa Strano zaprli v krsto in jo prepeljali na oddelek za anatomijo Univerze v Oslu. Tam je ostala do februarja 2013, ko so telo Julije Pastrane končno prepeljali nazaj v Mehiko, da bi ji omogočili dostojen pokop v njeni domači zvezni državi Sinaloa. Zanj so pripravili katoliški pogreb, ki se ga je udeležilo več 100 domačinov. Julija Pastrana je bila pokopana na pokopališču v mestu Sinaloa de la Vega, ki je blizu njenega rojstnega kraja. Leta 1963 je izšel film, ki temelji na njenem življenju, z naslovom Opičja ženska. Trenutno je v nastajanju še en film z naslovom Žamet, ki prav tako temelji na njenem življenju. Hvala vsem, ker ste si ogledali ta video o Juliji Pastrani. Resnično upam, da vam je bil všeč. Če vam je bil, mi pustite všeček in komentar spodaj. Če ste novi na kanalu, zakaj se ne bi naročili? Če imate kakšne predloge, mi prosim pustite komentar ali pošljite e-pošto, ki jo najdete v opisu. Kakorkoli, vidimo se v naslednjem pozabljenem življenju. Hvala!